Ahoj. Evo, že nekaj časa nisem videa snemala. Zaradi raznih stvari. Predvsem, ne vem, nek tak občutek sem dobila, da mogoče nimam kaj za povedati ali pa ne, malo mi je ratal neroden, skratka. Ampak zaradi tega sem imela skozi pa nekaj v glavi, da pač želim povedati stvari, da imam ful veliko znanja za dati, tudi izobražujem se konstantno. In mi je škoda, pa tudi ne zdi se mi prav, da neke stvari, ki jih pač vem, pa ki meni ful spreminjajo življenje na boljše, ne delim. Tako da zaradi tega malega občutka, da pač moram deliti, me je skozi zdaj tako dajal in ja, sem rekla, da okej. Zdaj, ko sem se začela malo sama s sabo pogovarjati, bi pa dejansko pač ja, sem dobila idejo, kaj bi posnela. In ajde, gremo z najbolj ludo temo, kar si jo lahko spomnim, tako da prebijem led, ker po mojem bo pol vse tako šlo samo še na gor. In sicer, disclaimer, nikoli nisem marala, da mi kdorkoli proba prodati neko svojo vero, neko svoje prepričanje v nekega boga, religijo, kakorkoli. Pač vsak ima svoje prepričanja, ali verjameš v karkoli, ali verjameš v nič. Pač do your thing, do you, ampak ne mi pa pač meni prodaja tega, če pač nočem tega. Tako da, samo to, da veste, vse, kar sledi, je samo pač moje prepričanje oziroma moje trenutno mišljenje, dokler ne dobim kakšne boljše razlage, oziroma pač ja. In nobenemu ne vsiljujem tega, tako da samo to. Ok, torej. V bistvu bom tudi probala s tem nekako razložiti intuicijo, zakon privlačenja in tako, če vse, kaj tle noter paše in zakaj pač mi je to nekako najbolj blizu, pač glede na razlago. Pa gremo. Torej, jaz verjamem, da obstaja nek tak prostor, nikoli se nisem točno ukvarjala s tem, kje je to, kako to izgleda, bla, bla, kjer so pač shranjene vse duše, shranjene pač, kjer so duše, ko enkrat zapustijo telo. In teh duš je veliko več, kot je pač nas trenutno na zemlji, vseh ljudi. In te duše čakajo, da se pač utelesijo. Tudi pač to razlago sem slišala že tako od različnih ljudi in trenutno mi je najbolj pač taka, ok, fair enough. Skratka, te duše čakajo, da se utelesijo, tako da pač imamo res veliko srečo, da smo lahko tukaj na zemlji v tem telesu. In te duše se, preden pridejo v fizično telo, ki ga pač imamo, odločijo zavestno, katerim staršem se bodo rodile in pa kakšne izkušnje bojo imele, torej po kaj pridejo na to zemljo. Torej, vse dobro in slabo, kaj se ti tekom življenja zgodi, je tvoja duša podpisala, oziroma se je strinjala s tem, preden je prišla. Kar mi daje nek tak občutek, da pač ne krivim situaciji, ne krivim nobenega drugega, ampak sem tako pač, ok, moja duša se je odločila za to, ona že ve zakaj, najbrž je neka pač lekcija tle zadaj in probam to lekcijo pač razumeti. Tako da to mi je na primer tako v dosti veliko tolažbo, sploh ko se kakšna res bezasta stvar zgodi, da sem tako pač, ok, to ima nek namen in zato sem se pač sama odločila. Sicer pač moja duša, ampak ok, dajmo videti, kaj lahko pač iz tega potegnemo, kaj se lahko iz tega naučimo, nek namen ima. In skratka, duša pride v naše telo, se rodi staršem, tako da tudi pač, ko na primer krivimo svoje starše in rečemo pač, nismo mi krivi, ne naši starši so krivi, tvoja duša se je odločila, da hoče točno te starše, točno te lekcije, ki te jih oni lahko naučijo. Ok, potem gremo dalje. In te duše, vse te duše, so povezane med sabo, ker imamo pač kolektivni spomin, kolektivno zavest. Torej, da razložim.
vse duše, oziroma ti kot duša, si povezana s svojo intuicijo. Intuicija je v bistvu komunikacija vesolja in kolektivne zavesti s tvojo podzavestjo. Tvoja podzavest je 95% tvojega razmišljanja, 5% je pa tisto, kar naprimer se ti zavedaš, oziroma tisto, kar ti pač naprimer razmišljaš. Okay? Vse ostalo, 95% delaš nezavedno in je v tvoji podzavesti. Upam, da se razume, če ne bom probala še malo bolj točno razložiti. In podzavest, torej tvoja intuicija, naprimer primer intuicije, se peleš z motorjem in dobiš tisti mali tak občutek, iti malo bolj počas v tale ovink, greš malo bolj počas in za ovinkom je traktor, stoji. Torej, to se mi je že nekajkrat zgodilo, tak občutek sem dobila, sem nekaj naredila po tistem občutku in je pač se izkazalo, da če tega ne bi naredila, ne bi bilo fajn. In temu se reče pač intuicija. To je povezava, torej sporočilo iz vesolja, iz te kolektivne zavesti, ki pač vidi širšo sliko, ti vidiš tako čez eno tako malo luknjico, ona vidi širšo sliko, ti sporoči, ti dobiš to informacijo, če si pač tisti moment pripravljen jo sprejeti, jo sprejmeš in ta informacija pride do tebe. In to je pač res, brez čustev, brez svojega razmišljanja, samo informacija je. In če jo ti sprejmeš, ponavadi pač je to v redu. Ne, so tudi bile zgodbe ljudi, ki so šli, naprimer, ki niso šli na letalo, ker so imeli nek slab občutek, niso šli, pa je tisto letalo dol padlo takrat. Pač tega je veliko, milijone zgodb je takih, tako da ja. Okay. Skratka, in ta intuicija pač je direktna informacija iz vesolja, ker ja, ta kolektivna zavest, torej univerzum, ti pošilja informacije in pač vse te duše, ki so na Zemlji, so med sabo povezane s tem. Tako da, naprimer, tudi včasih kdaj začutiš človeka, imaš občutek, da mu znaš, da mu lahko prebereš misli, včasih, ugotoviš, da z nekim človekom iste misli mislita, isto rečeta naenkrat, pa se tako, pač to je to. Sem zgubila nič sicer zdajle. Ok. In ta kolektivna zavest, ja, pač nam daje informacije. In kako mi te informacije dobiti? Pač, ker ponavadi ti to pa lahko pač, vedno te informacije so pravilne. In če se dejansko tega držiš v življenju, ti gre vse ful lahko od rok. Pač vse bo šlo ti gladko. Ker pač ta vesolje vidi širšo sliko, medtem ko ti vidiš pač res tako kot bi gledal čez luknjo od ključavnice, vesolje vidi pa cel prostor zadaj. In kako priti v stik, da imaš več teh informacij, da več naprimer res delaš po temu, prvo meditacija. Kar se meditacije tiče, je več načinov, kako to delati, ni pravega pa ni napačnega, pač to se samo odločiš, kaj ti paše. Eni, ne vem, sedijo pa meditirajo, drugi ležijo pa meditirajo, eni grejo pač v naravo, pa se pač čisto izklopijo. Pač predvsem je važno, da ti tisti moment umiriš svoje misli, da lahko pač sprejmeš te informacije, ker ponavadi, če imaš pač galamo v glavi, do tega ne pride, oziroma pač preslišiš te signale, to intuicijo, ki jo imaš, torej sporočila. Tako da, ja, jaz verjamem v te duše, v povezanost vseh nas duš med sabo in naprimer tudi, ja, ko naprimer dobiš neko, kako bi rekel, ko te naprimer nek človek razjezi, predvsem tisti ljudje, ki te razjezijo, tvoja duša se je pač strinjala, tako, ček, da se bo s to dušo srečala na Zemlji in da bo od nje dobila neko lekcijo. In taki ljudje, ki te najbolj strigirajo, najbolj razjezijo, so ti najboljši učitelji, ker od njih največ odneseš, največ dobiš znanja. Ampak, če seveda to znanje si pripravljen sprejeti in slišati in pač ja, ga integrirati. Ker funny thing, smešna zadeva je pa, da v bistvu če pač to stvar, ki se je tvoja duša odločila, da se bo naučila, če jo ta prvič ne dobi, ne dojame, bo prišla druga lekcija, ki bo ista, tretja, četrta, peta, šesta.
skozi se ti bo iste stvari ponavljale. Tako da, če se ti skozi nekaj isto ponavlja, samo pomeni, da pač se nisi bil pripravljen naučiti iz prejšnjih lekcij in se ti bo to toliko časa ponavljalo, dokler ne dobiš tiste lekcije. Tako da, načeloma za vse, kar delamo v življenju, za vse, kar se nam zgodi, smo odgovorni sami. Tako ali pa drugače. In naša duša je odpisala, mi smo se strinjali, da bomo pač prišli na to. In tudi, ko naprimer hočemo, ne, se nam zdi, da nam grejo sodelavci na živce, starši na živce, bla bla bla. Poanta je, da se naučimo, da se mi spremenimo, da mi ratamo taka verzija sebe, kakor si bomo všeč, in potem se bo začelo vse stvari okoli sebe spreminjati. Vse stvari okoli nas spreminjati. Torej, ni poanta, da spreminjamo okoliščine, naprimer, da hočemo od našega partnerja, da se spremenijo, od naših otrok, da se spremenijo, od naših staršev, da se spremenijo, ker pač to ni njihov primarni namen, to pač oni se ne bodo spremenili. Važno je, da se mi spremenimo. Ne moramo čakati na situacije, da se bo spremenile, na ljudi, da se bo spremenile, ampak se moramo mi spremeniti, da bo pol to v redu. Da bo pol, ja, da bomo mi srečni. Ker če boš čakala, da se bojo drugi okoli tebe spremenili, da se bo okoliščine spremenile, ne boš nikoli srečna. Vedno bo neki se najdel, ki te bo jezil. Ko se boš pa enkrat ti spremenila, ti bila srečna s čemrkoli, kar ne pomeni, da si zadovoljna, ne vem, če te mož tepe, ne, to ni to. Ampak, ko si enkrat, ko najdeš srečo v vsakem trenutku, v vsaki situaciji, se ti pa začnejo stvari spremenjati. Ljudje okoli tebe se začnejo spremenjati, tisti, ki sploh niso zate, odpadajo, tisti, ki so zate, pridejo v tvoje življenje in se ti začne vse dogajati. Tleva pride zakon privlačenja noter, zakon privlačnosti. Torej, privlačiš to, kar si. Torej, da če si na visoki vibraciji, če si ti takrat zadovoljen, ne glede na situacijo, boš privlačil take stvari v svoje življenje. Več takih stvari. Tako da, vse je povezano. To zdaj pač raziskujem, mi funkcionira, delam po temu in pač bi rada to tudi drugim razložila. Je pa to kar kompleksna tema, za razumeti. Tako, sestavlja se ti pol malo pa pomalo po puzlih in se mi zdi, da je še kar nekaj, ne, pač počasi bom razlagala, no, da ne bo zdaj too much naenkrat. Tako da, to je to za enkrat. Upam, da je bilo kakor toliko jasno in pa se vidimo. Čau!